Zakaj resolucija o slovenskih knjigarnah? Kaj je cilj vaših prizadevanj? V bistvu nastopil je čas, ko se moramo začeti pogovarjati tudi o prodaji knjig in ne samo o njihovi produkciji. In ker smo v času, ko upada nasploh prodaja ne samo knjig, ampak drugih izdelkov, in ker menimo, da je knjiga neko tako posebno tržno blago, kjer vsaka sprememba zelo vpliva na to, kako se bo z njo v bodočem prihodnosti dogajalo. Menimo, da je to čas, ko se moramo začeti pogovarjati o tem, da je knjiga potrebna, da so potrebni neki, moram reči, ne tako pomembni, ampak neki res osnovni formalni zakoni na tem področju, s katero lahko knjigi postavimo pravo mesto. To pomeni, da imamo vsi na celotnem slovenskem ozemlju enake pogoje, da obstaja nek zakon o enotni ceni knjige, da se ne bo dogajalo na enem koncu Slovenije druga cena ali pa v nekem centru druga cena kot v knjigarnah, tako da res izenačuje pogoje vseh, ki sodelujemo na tem knjižnem trgu. Zavedati se moramo, da je knjiga pomembna tudi za državo, da je knjiga stvar, ki nas je ohranjala tudi kot narod skozi stoletja in da si želimo to vsi, ki smo v tej verigi, da bi tako ostalo tudi v prihodnje. Ja, resolucija je nastala kot rezultat razprav in pogovorov na prvi tematski konferenci o prihodnosti slovenskih knjigarn. Nastala je iz potrebe, da na novo premislimo svojo prihodnost, svoje poslovne modele, namreč soočamo se z velikimi spremembami. Prihaja digitalizacija, prihajajo nove oblike, pojavne oblike knjige, pomembna je pa še vedno vsebina. Vsebina je, pravimo, da content is king, vsebina je še vedno kralj. Resolucija je bila sprejeta enoglasno, na konferenci je bilo prisotnih več kot 100 udeležencev. Zelo pomembno je, da smo se zbrali v istem prostoru, da smo razpravljali o stvareh, ki se tičejo prihodnosti vseh nas. Ne želimo, da nas doleti usoda dinozavrov. Vemo, da se moramo spremeniti. Če se ne bomo spremenili, nas ne bo več. Na konferenci so bile pokazane različne možnosti razvoja in iskanje poslovnih modelov. Namreč iskanje poslovnih modelov je pomembno zato, ker osnovni problem slovenskih knjigarn je trenutno ekonomski model. Seveda ne smemo zanemariti tudi kulturnega, političnega, ideološkega, ampak zmanjšanje prodaje je osnovni problem, ki v tem trenutku tare slovenske knjigarne. Kakšne so poti, da se te točke uresničijo? Ja, ena od poti je sigurno neka celovita politika, celovita kulturna politika, v okviru nje pa zakon o knjigi. Zakon o knjigi je eden od instrumentov, ni čarobna paličica, je samo eden od instrumentov v nizu nekih kulturnih politik, ki vodijo k povečanju prodaje, k utrjevanju knjižne verige kot celote, k razumevanju drugega, namreč vsako vprašanje, kdo bo zmagovalec ali poraženec teh dogodkov, ki so sredi knjižne verige, je nesmiselno. Mislim, da je sodelovanje vseh, ki smo v tej založniško-knjižni knjigotrški verigi, tako da le sodelovanjem, za pripravljanjem tematskih konferenc, za izpostavljanjem problemov, s katerimi se trenutno srečujemo. Mislim, da je to prava pot, da lahko najdemo tudi skupaj rešitev. In seveda za ozaveščanje, konec koncev tudi z ozaveščanjem javnosti, da je knjiga le neka stvar, ki jo vsak človek potrebuje.